Mila družba. Spet sem jaz, za vse, ki me ne poznate, moje ime je Jana in tukaj ste se znašli v kotičku, ki se imenuje Bela palica. In sicer tukaj govorim vsak teden o različnih temah, ki so tako ali drugače povezane s slepoto ali slabovidnostjo. Če vas zanimajo potovanja, drugačne države, eksotične dežele, imam tudi kotiček, ki se imenuje Mehika. Tam delim različne izkušnje, ki jih pač tukaj doživljam, ker jaz živim v Mehiki. Potem je pa nekaj posnetkov, je tudi kar nekaj v španščini in v angleščini. Če želite prakticirati tuje jezike, imate tukaj materijala več kot dovolj. No, pojdimo k bistvu. Kot vsi ostali ljudje, tudi mi, ki smo slepi in slabovidni, moramo pač imeti neke vrste gibanja. Meni osebno se zelo pozna, odkar sem jaz začela uporabljati palico za hojo in odkar sem nehala hoditi v službo, ker sem bolj statična, bolj sedeča in ja, posledično gravitacija naredi svoje in sem dobila nezaželene avtomobilske gume okrog trebuha. Ampak to je še najmanj. Zoprn del je ta, da se počutim zelo tako rigidno, togo, nefleksibilno in to pa ni fin občutek. In tudi telo imamo zato, da ga uporabljamo in če se želimo počutiti zdravi in fit v smislu, da se počutiš v redu, ne da bi se zdaj za kakšno olimpijado pripravljal, ampak pač, da se počutiš, da si v dobri kondiciji zato, da pač lahko dobro živiš, je fino, če človek tudi malo telovadi. Tukaj v Mehiki je nekaj, kar se je meni od začetka zdelo smešno, ampak imajo razne naprave, ki jih ponavadi vidite v Sloveniji v raznih fitnesih in v telovadnicah. No, tukaj so kar v parku na prostem. Diego, could you please could you record a little bit, because for Slovenians I don't know, they can't imagine that it's just like that in the park. So maybe a full view of the park and the games at the park. So they'll imagine how it is here. Okay. If you want to comment in English. Well, here we can see the games, right, for the children. And then we have some games here covered, fortunately, because it's very sunny and it's a very strong sun in Pachuca. Over there we have the basketball courts. And then over here we have the soccer court, which is closed and fenced. And then over here we have some benches, and you can see that there's a track all around the park for people that want to go. Walk or run, no? Exactly. And here we are to the place where we are. Ja, tukaj smo pa s temi pač aparati za telovadbo. Prvi, tale mislim, da je kliptični, čeprav piše, da je za smučanje, ampak vse veste, da takole se pa res nasmuča, po mojem so narobe označeni. Tako da, pač jaz bom opisala za tiste osebe, ki ne vidijo. Tukaj so pač držala in sicer so, mislim, da so med pasom in nekje v višini med pasom in višini prsi in da so pač natančno pred rokami in pač ta držala moram prijeti. Potem so pa pedala, v bistvu so pa na ta način narejena, da so v velikosti stopal majčkan večja in pač moram z levo nogo stopiti na eno to zadevo, z desno na drugo in potem z rokama bom prijela držala in potem sočasno premikaš noge in roke. To se sliši zelo zapleteno, ampak v bistvu ni, no. Zdaj moram biti previdna, ko se jaz spravljam na to zadevo, da se nas potaknem kam, tako da zelo previdno dam desno nogo, pač tam, kjer mislim, da bo desen pedal. Mislim, da sem ga našla. Behind. Ne, nisem. Right there. Zadaj, ja. No, zdaj, ko se prepričam, da je to stopam z vso težo, tegale in potem poiščem levega. In ves čas pa že sem pa z rokama držala ročaje. No, zdaj pa pravilno je, da se, Diego, where are you, in front or behind? I'm over here, where are you looking at? Zdaj pravilno je, da se pred kakršnokoli vadbo ogrejete, ker če ne boste namesto, da bi se počutili boljše, se lahko poškodujete. Jaz sem to napako naredila, ker me je ena prijateljica, ki si je predstavljala, ker sem jaz košarko v mladih letih trenirala, da se bom pa jaz spomnila, se je treba ogreti. Ampak jaz sem bila toliko iz sebe, da bom spet lahko začela telovaditi, da tega nisem naredila in potem malo sem se poškodovala, ampak sem že okrevala. Skratka, če se pa ne ogrejete, pa vsaj zelo počasi začnite. In zdaj pač enostavno premikam ročke in se avtomatsko noge premikajo, ali pa obratno, ne. In to je ena taka zelo kompletna vaja, ker hkrati pač se premikajo roke in noge. In moram reči, da sem že videla, da imam določene mišice, za katere sem pozabila, da jih imam. In je ena taka zelo luštna zadeva. No, to bi lahko človek kar delal. ¿Cómo va, Diego? Muy bien. No, prav, da ne gre v redu.
Evo, no, to je bila ta prva. No, tole sem pa jaz krstila za veslanje. Tukaj ni nič imen, no. Prvi je pa napačno, se mi zdi. Tukaj je pa tako, da je pa pred menoj, natančno pred mano, pred mojimi prsmi, so spet dve ročke, ki sta zelo skupaj, druga blizu druge in jih pač je treba prijeti z obema rokama. Pa en sedež je, tako da bom jaz zdaj najprej sedež poiskala, se bom usedla na sedež in potem moram pač z eno nogo čez del tega aparata, z levo nogo moram čez del tega aparata. Ampak jaz to najrajš upravim sede, da ne bi slučajno se zložila fino. In poiščem pedale z obema nogama, primem za ročke in ročke približam prsnemu košu in sedež se dvigne. 1. Diego, vas a contar 2. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. No, tole moram reči, da je kar fina vaja, da tukaj od kolen navzgor se kar fino čutijo mišice. Sem že pozabila res tudi, da tele mišice imam. Tako da je fina vaja. No, tole je pa močilna naprava številka 1. Sem jo jaz krstila. To moraš biti pa kar močen, da lahko tole vajo izvedeš. Jo opisujem na tak način, kot opisujem, zato da si lahko tudi moji prijatelji, ki imajo težave z vidom, pa mogoče sami gledajo video, da si lahko predstavljajo. Sicer, no, najljubši del tega aparatka zame je sedež. Se usedem in na moji levi in na moji desni sta ročki v višini moje glave. Ena na levi strani, druga na desni strani. In zdaj kaj moram jaz narediti? Jaz moram ti dve ročki potegniti navzdol, v višino mojega pasu. To pomeni, da moram imeti jaz toliko močne roke, da jaz dvignem svojo težo. In ja, priznam, jaz ne pridem sem vsak dan, tako da bom 3 polovične variante naredila, prav? No, dajmo, Diego. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Evo. No, zdaj smo pa pri naslednji vaji, ki se imenuje močilna naprava 2 ali aparat za Popaja. Tukaj tudi treba imeti mišičaste roke. Spet, moj najljubši del aparata je pač sedež, se bom jaz usedla. Tokrat bom spet morala pač se ubadati svojo lastno težo, ampak tokrat so pa ročke spodaj. Ena je na levi strani mojega pasu ali pa skoraj, ne vem, bokov, ena je pa na desni strani bokov. In jih ročke primem zadaj, jih moram dvigati pač z vso močjo, moram potisniti ročke naprej in s tem se dvigne tudi sedež z mano na njem, si predstavljate. Bom poskusila 3, ampak nič ne obljubim. Diego, are you going to count? Yes, but after you. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Evo, no pa nisem pa res mogla. Še nekaj sem vam hotela povedati, kaj imamo mi v tem parku. Diego, will you show the building, please? To bi bilo kakšno centro comunitario se imenuje ta zadeva. To je nek skupni center, bi se rekel, no. In tukaj so razni tečaji, ne vem, kitare, kako pripravljaš sladice, lahko je ritmična gimnastika, pač različne aktivnosti, so različni tečaji, ki niso zelo dragi in tukaj lahko recimo tukaj zdaj poletne tečaje mamice otroke pripeljajo. Lahko pa tudi tekom šolskega leta pač hodiš na te različne tečaje. Zdaj smo pa pri ta zadnji vaji, ki vam jo bom jaz pokazala, jih je še nekaj več, ampak bo zadost moje vadbe. Tole sem pa krstila jaz alpski aparat. Saj veste, mi radi smučamo. Tukaj je volan, v višini mojih prsi je en volan, ki je fiksen. Pred tem volanom je pa en krog se pa vrti. No, na vsak način je treba zelo previdno stopati na ta krog, ker če jaz stopam gor in me odnese, se lahko poškodujem. Tako da jaz zelo trdno se primem za volan in potem postavim desno nogo na pravo mesto in potem levo na pravo mesto. Popravim mečkam, če je treba položaj, da sem še bolj varna. Pokrčim noge in se držim z rokama fiksno za volan in se potem premikam levo in desno. In to je, kot da bi smučali, ne? Katilka Štuhac ali pa Mateja Svet, Tina Maze, se veste, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, evo, teh sem pa več kot 3 naredila.
Najlepša hvala, da ste me spremljali tukaj na mojo vadbo. Saj pravim, kot vsi vemo, ne, zdrav vzduh v zdravem telesu, vseeno, ali vidite, ne vidite, pač vedno je treba poskrbeti tudi za fizično vadbo, ker imamo telesa zato, da jih uporabljamo, in če jih ne uporabljamo, se lahko razne neprijetne zdravstvene težave začnejo pojavljati. Jasno, da je treba tudi paziti, kaj se je, in jaz mislim, da je tudi treba za duh poskrbeti, da je treba imeti pač pozitivne misli in ne se gibati v temačnih mislih oziroma pač oskrbeti take situacije, če je. Tako da lepo prosim, ne pozabite telovaditi. Jaz ne pridem tukaj dnevno, večkrat pa pridem in mi je všeč malo kombinirati zadeve, recimo kakšno raztezanje doma opravljam, včasih tudi kakšen ples ali pa kaj podoben plesu, jaz nisem kakšna plesalka. Ampak če se bolj hitro gibaš, je tudi to v redu vadba. In namen tega je, da pač se ne počutiš tako trdo, da se počutiš fizično fleksibilnega. Jaz ne vadim za olimpijado, čeprav so tudi paraolimpijske igre. Ampak jaz nimam namena tam, zaenkrat nimam namena tam sodelovati, ampak ideja je ta, da se človek počuti dobro. Ker čim sem jaz nehala hoditi v službo in sem začela belo palico uporabljati, pač dejansko so se začele pojavljati spremembe na mojem telesu. In ne zato, da bi pač, ne vem, bi bilo toliko zelo pomemben, da jaz fino izgledam, bolj kot karkoli drugega je pomemben, da sem zdrava. Tako da pač vas vabim vse, tako videče kot tiste, ki so slepi in slabovidni, da se odločite za kakršnokoli vadbo. Če ne dnevno, pa vsaj parkrat na teden. Vabim vas, pa dajte se opogumiti in sodelujte v komentarjih in mi povejte, na kakšen način se gibate vi. In zelo bi me veselili tudi, če bi mi dali kakšno idejo oziroma željo, na kakšno temo želite, da bi kakšen posnetek naredila. Če še niste član moje YouTube družinice, lahko aktivirate spodaj zvonček, spodaj pod videom, ali pa na koncu videa se pojavi v zgornjem desnem kotku kremšnita, in če kliknete na njo, se lahko registrirate pač na moj YouTube kanal in boste obveščeni vsakič, ko bo naložena kakšna nova vsebina, ki bi bila mogoče vredna ogleda. In jasno, da lahko delite moj video s komarkoli želite in mislite, da bi mu lahko prišlo prav z takega ali pa z drugačnega razloga. Se vidimo tukaj prihodnjič. Adijo!